Mogoče bi samo za začetek omenil to, da je ta projekt EIP se v bistvu je sestavlja ga člani partnerstva, smo pač vodilni partnerji Univerza v Ljubljani, potem pa so še pridruženi Kmetijski inštitut, potem Zavod Jabolko, ki je v bistvu tehnološki zavod in namenjen predvsem širjenju sadjarske kulture, potem imamo pa še 6 kmetij iz različnih statističnih regij. Sam projekt traja 3 leta in se je začel v novembru 2019 in se bo zaključil v novembra leta 2022 v vrednosti 249.700 evrov. Zdaj, jaz bi kar v bistvu poudaril to, da so v bistvu ključni momenti projekta in pa iniciacije prišle s strani kmetov. Tako da v bistvu je ta izziv za raziskovalce in pa za strokovnjake v bistvu je bila to kot neka strokovna znanstvena kost, ki smo jo začeli glodati in se je izkristalizirala ideja, kaj bi s tem projektom lahko, kaj bi kmetje lahko s tem projektom pridobili. Zdaj, tako če postavimo, smo nekako zastavili kot probleme, ki so prišli s strani baze, se pravi kmetijskih gospodarstev. In tam so se nekako pojavljala predvsem vprašanja, kaj z zastarelimi nasadi, potem naslednja želja je bila ohraniti ta stara drevesa, ampak kmetje enostavno niso vedeli, kaj z njimi in kako ravnati, ker večinoma so to pogosto mladi prevzemniki, ta tradicija oskrbe in pa sadne pridelave na visokih oziroma na sejancih oziroma na ekstenzivnih sadovnjakih se je počasi izgubila, pa predvsem zaradi tega, ker tudi ekonomsko ni bila upravičena oziroma smiselna v času intenzifikacije kmetijstva. Potem naslednja stvar, ki se je v pogovorih s kmetom izkazala, da v bistvu iščejo možnosti, kako bi te nasade nekako uredili v smislu širjenja, dopolnitve, skratka, kako bi jih, na kakšen način bi jih organizirali, čisto v prostorskem smislu, in pa seveda želja po osvajanju pač znanja, kar se tiče oskrbe, rezi, sadnje, skratka, tehnologije pridelave. Naslednji sklop vprašanj, na katerega tudi odgovarja projekt, je, kam s pridelki, na kakšen način jih plasirati na trg in v bistvu kako jih najbolje unovčiti in pa s tem seveda tudi krepiti blagovno znamko kmetije. No, ampak osnova vsega, tudi v vseh pogovorih in pa sodelovanju s kmetijskimi gospodarstvi, smo združno ugotovili, da je nam vsem skupaj pač želja po lepi in pa zdravem okolju in pa predvsem zdravi pridelavi hrane. Zdaj, strokovnjaki so ta problem v bistvu so se pridružili oziroma smo se pridružili predvsem tudi iz lastnih želja oziroma vzgibov, ki pa temeljijo predvsem na spoznanjih, da stare sadne sorte izginjajo iz slovenskega podeželja, kar je pač razumljivo zaradi krčenja nasadov in pa zaradi ni bilo nobenih novih pomladitev in pa prenov. Potem nizka produktivnost na manj vrednih zemljiščih je dejstvo, da so ta zemljišča manj atraktivna in pa iz ekonomskega vidika za pridelavo in tudi niso primerna za kakšne intenzivne poljščine oziroma vrtnarsko pridelavo. Zato so to zemljišča, ki v bistvu kmetje tudi ne vejo, kaj z njimi početi v bistvu. In so to potencialni prostori tudi za zaraščanje podeželske krajine. Zdaj, naslednji izziv in pa problem, ki je bil pred strokovnjaki, je bilo predvsem to, da se ta znanje o ravnanju z nasadi visokodebelnih dreves zgineva oziroma so ti generacijski prelomi bili preveliki in je pač nastopil čas, ko pač se lahko to znanje pač plasira do uporabnika. Potem so se pa strokovnjaki oziroma predvsem Zavod Jabolko ukvarjal tudi predvsem z tem, recimo, z preskrbo z sadnimi sadikami sort, kako so le-te dostopne v drevesnicah in je nastal to tudi problem, kako v bistvu projekt speljati, ker pač teh sort ni niti ne v zadostnih količinah, niti ne v ustreznih sortimentu, tako da v bistvu je tudi problem projekta se dotika tudi problem pridelave sadik.
No, naslednji problem, ki je nastal oziroma ki ga tudi projekt rešuje, pa je v bistvu odgovor na vprašanje, katere sorte so primerne za katero območje oziroma mikrolokacije. Zdaj, sam bi rekel, znanstven pristop k projektu je pa videl izzive predvsem bolj v krajinskem smislu, se pravi bolj v prostorskem smislu, kjer je potrebno izpostaviti predvsem naslednje težave oziroma probleme, ki jih lahko projekt naziva. In sicer to je izginjanje tradicionalnih vzorcev podeželske krajine, potem opuščanje rabe in pa predvsem preprečevanje zaraščanja manj rodovitnih zemljišč. Vemo, da se pač kmetijski prostor zarašča zaradi pač danih vzrokov. Poleg tega projekt naslavlja tudi vse momente vzdržnega prostorskega razvoja in pa seveda z ustrezno prostorsko umestitvijo varuje vodo, vodne vire in pa rešuje tudi izgubo biotske pestrosti z vključevanjem pač elementov oziroma dreves, ki so nosilci lahko številnih domovanj oziroma habitati številnih drugih organizmov. No, in kot pomembno merilo, kjer v bistvu smo tudi iz čisto, bi rekel, znanstvenega vidika pristopili k problemu, je pa predvsem gradnja ambientalne vrednosti podeželskega prostora. Skratka, na nek način smo zgradili 3 stebre tega projekta, en steber sestavljajo kmetje, en steber strokovnjaki in en steber raziskovalci. In na ta način v bistvu z medsebojnim izmenjavanjem izkušenj in pa mnenj in pa seveda tudi metod dela upajmo, da bo projekt rodil plodove. Zdaj, skratka, glavni, če izpostavim, en osnovni namen in pa cilj projekta je izdelati model revitalizacije, ohranjanja in vključevanja novih travniških sadovnjakov, in sicer na temeljih ekoloških, prostorskih in socialno-ekonomskih vidikov. In kar je še pomembno, vsa ta model oziroma celoten princip delovanja je tak, da zajema vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov, se pravi od predvsem kmetijskih gospodarstev, potem vaških skupnosti in potem tudi naprej pač strokovnjakov in pa znanstvenikov. Zdaj, model smo preizkusili in ga delamo in izvajamo na 6 kmetijah v različnih geografskih regijah in so v bistvu, zakaj smo izbrali pač različne geografske regije, predvsem zato, ker želi pokazati model vključevanja, širjenja in pa umeščanja v prostor na različnih krajinskih tipih. Slovenija je krajinsko zelo pestra in raznolika, zato v bistvu, da bi se osredotočili samo na nek model, se pravi, ne vem, mogoče na pedosekvenco na Produ in Pesku v ravnici, ne bi dalo odgovora za celotno območje Slovenije. Zato smo izbrali recimo primer na recimo Posavskih ravnicah oziroma v bližini, bi rekel, Kostanjevice na Krki, je primer pač nekega nižinske krajine obvodne z ravnimi parcelnimi mejami in pravilno ortogonalno delitvijo tako pridelovalnih zemljišč kot tudi gozdnih zaplat. No, potem drug tak tip je bil recimo planotast cvet Zaplane, kjer je v bistvu to že v bistvu krajina, za katero je značilno predvsem razgiban relief in pa izmenjavanje gozdnih sestojev s travniki in pa z njivskimi površinami. No, potem imamo tudi zakraseli svet pivškega okolja, se pravi spet ena krajinska slika, ki je popolnoma drugačna, z kraškimi pojavi in pa potem še gorski svet, se pravi, to je pa kmetija, ki se nahaja
Tolminom, kjer pa so v bistvu je visokogorska kmetija z specifičnimi krajinskimi značilnostmi in pa predvsem z odprto, visoko slemenasto lego. Zdaj, najprej smo se zadeve lotili tako, da smo pogledali, kaj je tradicionalni vzorec urejanja podeželja. Ob proučevanju zgodovinskih virov in pa različnih sekvenc prostora je bilo ugotovljeno, da je neka taka najbolj tradicionalna oblika sosledja rabe prostora bila tako, da se je hiši oziroma gospodarskemu poslopju sledil vrt, nato njiva, nato sadovnjak, travnik, pašnik in pa manj rodovitna zemljišča, razne mlake, ki so bile namenjene pašni živini, in vse skupaj se je potem zaključilo z gozdnim rovom in pa gozdom. Vmes pa seveda so se pogosto pojavljale tudi mejice oziroma obmejki, kot neki ostanki gozda. Torej, to je bil nek osnoven tak, bi rekel, princip, kam vključiti nove nasade oziroma kako vzpostaviti sosledje rab prostora, ki ima pa seveda za posledico združevanje več habitatnih tipov in posledično seveda tudi večjo biotsko pestrost in pa, kar se odraža v bolj zdravem okolju in seveda bolj, bi rekel, zdravi pridelavi hrane. Na osnovi teh proučevanj smo potem ugotovili, da v bistvu stopnja ohranjenosti kmetijske krajine, te tradicionalne, pri posameznih kmetijah, in bilo je ugotovljeno, da so približno 3 kmetije, to je kmetija na Zaplani, kmetija Široko in pa tudi Makrobios v Panoniji oziroma Panonski nižini, v Prekmurju, da imajo sorazmerno visoko stopnjo ohranjenosti te tradicionalne slovenske krajine. No, zdaj sicer malo težje predstavljam vsebino projekta, ker je moja predstavitev podprta s slikovnim gradivom in pa z PowerPointom, ampak kljub temu bom skušal v besedi orisati, kaj smo počeli. Namreč tem ugotovitvam, se pravi, ugotovitvam in izhodiščam, ki smo jih postavili, smo potem za vsako kmetijo izdelali analize. Najprej, kakšno je naravno okolje, kakšna je raba tal, kje so posamezne ostanki sadnega drevja oziroma travniških sadovnjakov in pa kako le-te potem tudi širiti in vključiti v širši prostor. Zdaj, res dela je bilo veliko, predvsem je bilo potrebno najprej popisati oziroma vrisati vse obstoječo vegetacijo, ki pa ni samo sadno drevje, ampak so tudi ti naravni sestoji, na katere se travniški sadovnjaki pripenjajo ali pa se bojo v razvoju prostora pripenjali in ustvarjali koridorje za prehode živih organizmov. Torej, za vsako kmetijo je bil izdelan v bistvu program prenove, ki je upošteval ne samo naravne značilnosti in pa naravne danosti, se pravi obstoječ teren, vegetacijo, vodne vire in pa upoštevajo tudi programsko usmeritev kmetije. Namreč večina teh kmetij ima tudi dodatno dejavnost, to je predvsem turizem, imajo nastanitvene možnosti in predvsem pa ponujajo domačo kulinariko. Zato smo v tej tesni povezavi izdelali tudi program razvoja. Program razvoja, ki je temeljil tako na delu, kjer je, se pravi, da so travniški sadovnjaki vključeni v kmetijski prostor, tudi v smislu turističnega programa, se pravi, da so lahko del recimo nekega turističnih kapacitet, se pravi, v eni kmetiji smo predvideli, da se te turistične enote umeščajo prav v travniški sadovnjak, drugje pa so v bistvu travniški sadovnjaki mišljeni bodisi za senčenje, bodisi za ustvarjanje ambientov, za preživljanje, za druženje, za razne dejavnosti, ki jih kmetije svojim gostom tudi ponujajo kot možnost. Zdaj, seveda, to je ta prostorski vidik, potem ekonomski vidik je bil pa predvsem to, da bi te visoke debelni travniški sadovnjaki nudili možnost za pridelavo različnih surovin za
se pravi za sokove, skratka za domače izdelke. Zato je bil temu namenjen tudi različen sortiment oziroma smo izbirali sorte glede na to, kaj kmetija potrebuje. Tako da smo na nek način pri izbiri sorte in pa pozicije drevesa upoštevali tako, se pravi ustvarjanje in povečevanje biotske pestrosti, to predvsem z izbiro lokacije, se pravi, kje je posamezen nasad oziroma posamezno sadno drevo, potem kakšne pridelke želimo, se pravi, to je predvsem, tukaj smo določili predvsem z vrsto sadnega drevja in pa sorto, in pa seveda tudi glede na, čisto bi rekel, take agronomske lastnosti, kar se tiče opraševanja, kar se tiče recimo, se pravi, da imamo sorte, ki so opraševalne in tiste, ki so pač bolj plodonosne, skratka, in pa seveda sorte, ki so tudi z vidika estetike oziroma drevesa, ki so z vidika estetike tudi zelo pomembni. To so pa predvsem, recimo, veliko smo recimo uporabljali tudi češenj, višenj, to so drevesa, ki so pač, ki nudijo tudi senco, veliko senco in tako naprej. Zdaj, kar se tiče posameznih teh načinov, kako spodbujati te ekološke povezave med recimo naravnim zaledjem in med, bi rekel, večjimi kmetijskimi površinami. Slišimo? Ja, jaz to slišim. Gospod Dobrilović? Ja. Se opravičujem, da prekinjam. Najlepša hvala za predstavitev. Morda samo, če vas pozovem, če bi lahko počasi zaključevali oziroma povedali še zaključno misel. Hvala. Ja, zaključna misel je zbrana predvsem v tem, da smo ugotovili, da imamo pred sabo rezultate, ki so v eni skupini dolgoročno zasnovani, sicer to je predvsem povečanje biotske pestrosti, potem zelo pomembno varstvo tal in pa voda, namreč vemo, kako lahko z koreninskim spletom in pa z vegetacijskim pokrovom varujemo tako relief kot vode. Potem želimo z nasadi dvigniti produktivnost manj rodovitnih zemljišč in pa ekonomsko prispevati k boljšemu stanju ekonomije kmetije. Konkretni rezultati, ki so doseženi v enem letu, pa so evidentirani kot znanja o konkretnem prostoru, predvsem so bili določeni potenciali za razvoj, kam, kako, kaj in kje, potem je bil izdelan sortiment, ki je prilagojen lokalnim razmeram, in pa izvedeni so bili tudi praktični preizkusi rešitev, to so bile predvsem zakoličba nasadov, potem seznanjanje s tehnikami sajenja in oskrbe. Še en pomemben rezultat pa je predvsem povezovanje uporabnikov, stroke in pa javnosti. No, s temi v bistvu rezultati smo v prvi fazi zadovoljni in tudi, če bi pač lahko pogledali to slikovno gradivo, bi videli v bistvu, da spremembo recimo pred in pa potem po, ko je projekt v bistvu v tej fazi pač pokazal prve rezultate. Jaz se opravičujem zato, ker pač predstavitev ni v celoti bila tudi slikovno podprta zaradi tehničnih, bi rekel, ovir, si pa lahko predstavitev ogledate potem naknadno, bo dostopna preko spletne povezave. Se vam zahvaljujem za pozornost in pa vas lepo pozdravljam.